pa zdrav. Prejšnji teden smo obdelali nekaj vsebine glede soočanja z diagnozo in zdravljenjem rakave bolezni. Danes bi pa pogledali, kaj vse vpliva na naše razpoloženje, vedenje, pa fizično počutje tekom zdravljenja, pa tudi po samem zdravljenju. Verjetno ste že opazili, ker poznate več bolnikov, ki so zboleli za podobno boleznijo kot vi, da se je nanje vsak odzval nekoliko drugače. No, in že v prejšnjem videu smo omenili, da ima na naše soočanje s stresom veliko vpliva različni psihološki dejavniki in da je prav zaradi njih tudi naš odziv na stres, kot je bolezen, od osebe do osebe malo različen. Tako da danes bi se posvetili eni od psiholoških vsebin, ki v veliki meri vplivajo na vaše počutje, in to so vaše misli. V podobnih situacijah, na primer ob diagnozi bolezni ali pa kasneje ob zdravljenju, so naša čustva in naše vedenje, celo naše telesne reakcije močno razlikujejo. To se dogaja zato, ker nanjo res močno vplivajo naše misli, zdaj pa vemo, da so od posameznika do posameznika precej različne. Dajmo si mogoče to pogledati na primeru dveh bolnikov, ki sta s svojim zdravljenjem že uspešno zaključila. Pa na primer, da gresta oba dva na pregled. Pri prvem se pred rednim pregledom pri zdravniku pojavlja misel, kaj če bodo izvidi spet slabi, a bom spet mogoče naporno zdravljenje. Pri tem opazi, da ga je zelo strah, da se je povišal njegov srčni utrip in da je njegove dihanje hitrejše. Ob tem strahu odpove svoj pregled. Drug bolnik pa si misli, joj, spet imam pregled, še dobro, da so tako pogosti, pa še zdravnik mi je povedal, da je bilo zdravljenje uspešno. Sicer opazi, da ga je malo strah, ampak gre kljub temu na pregled, ker zdravnik redno spremlja njegovo zdravstveno stanje. To pomembno vpliva potem na to, da je zdravljenje pri drugem bolniku lahko bolj uspešno. Tudi ta naš prvi bolnik bi se lahko podobno odzval na svoje bolj zastrašujoče misli, če bi nanje potem pogledal z malo bolj objektivnega stališča. Tako bi si nanje lahko odgovoril, da je sicer čisto normalno, da ga je strah pa da ga skrbi, ampak da zdravniki glih s tem namenom, da preprečijo ponovitev bolezni, redno spremljajo to njegovo stanje. In njegov strah potem ne bi bil toliko močan in ga pregleda ne bi bilo tako strah, tako da ga verjetno ne bi niti odpovedal. Zdaj, poleg tega, da si pri teh zastrašujočih mislih lahko pomagamo s tem, da nanje pogledamo z bolj realističnega vidika, pa pri tem našem soočanju s skrbmi ob in po rakavi bolezni pomaga še ena tehnika, ki rečemo čas za skrbi. Ja, razmišljanje o problemu je včasih popolnoma koristno, ker nas vodi v njegovo reševanje. Nekatere skrbi pa trenutno ali pa nasploh nimajo rešitve, zato neprestano razmišljanje in skrb pri nas povzročata samo več skrbi, žalosti, strahu, pa nam vzameta veliko časa pa energije. In če probamo ta čas omejiti, to vodi v postopno zmanjšanje skrbi, pa tudi v zmanjšanje njihove intenzivnosti. Kakor ste pa že verjetno sami opazili, pa ne pomaga, da si samo rečemo, ok, zdaj pa bom jaz manj skrbela. Lahko pa pomaga nek bolj strukturiran pristop, in zdaj bojo opisani koraki. Najprej si za vsak dan v tednu v svoj urnik vpišite čas za skrbi. Zdaj zato si rezervirate nekih 15 minut do pol ure, kadarkoli čez dan, naj pa to ne bo vsaj nekaj ur pred spanjem. In teh 15 minut do pol ure bo potem vaš čas za skrbi. V tem času si zapišite v nek dnevnik, zvezek, vse svoje skrbi, ki se jih lahko spomnite, ni pa nujno, da jih morate v tem času tudi rešiti. Zdaj to naredite le, če je pač to možno. Že samo zapisovanje skrbi lahko na nas deluje zelo pomirjujoče. Ko izven časa za skrbi začnete skrbeti, si rečete, da je skrbem namenjen vaš čas za skrbi in do takrat sam pustite, da grejo te misli, skrbi naprej iz glave. To se bo na začetku zdelo zelo težko in se boste večkrat mogli k tem spodbuditi. Tako da se izven tega časa za skrbi potrudite, da skrbmi, ko pridejo v misli, da se z njimi ne ukvarjate, ampak jih čisto nežno spustite. Pri tem ni noben čisto uspešen,
ampak boste že ob trudu zaznali razliko v razpoloženju. Ob koncu tedna si vzamite nekaj trenutkov, pa si preglejte skrbi, ki ste jih zapisali čez teden. Lahko opažate, da se nekatere skrbi ponavljajo, pojavljajo se tudi nove. Zdaj, če iz njih lahko izločite nek rešljiv problem, ga poskušajte rešiti. Če pa skrbi niso rešljive, si vsakič, ko se pojavijo, lahko rečete: okej, kolikor bom zmogel, bom to misel spustil, pa preusmeril svojo pozornost na nekaj drugega, dokler ne pride na vrsto čas za skrbi. In ko s prvim tednom zaključite, razmislite, če bi to poskusili še en teden. Ker boste res počasi začeli opažati, da imate več nadzora nad svojimi skrbmi in se bo tako tudi razpoloženje nekoliko izboljšalo. Zdaj vam pa želim lep preostanek tedna, pa se vidimo naslednjič.